Spoštovani zbrani, dragi prijatelji. Če bi danes med Slovenci naredili kratko anketo ter jih poprašali, ali vedo, kdo je bil dr. Ambert Ehrlich, marsikdo v nevednosti le zmajal z glavo. Pri tistih, ki bi se njegovo ime vendarle zazdelo znano, pa je zelo mogoče, da bi nekje iz njihovih globin, ne da bi se zavedali, od kod se je vzel, zazvenel odgovor narodni izdajalec. Kot takega je v javni spomin in v svoje učbenike zapisala komunistična oblast, pri tem pa je bilo malo mar, da pred zgodovino in ljudmi z lažjo maže velikega domoljuba, pokončnega Slovenca in izjemnega vizionarja. Na ta način je želela pred ljudmi opravičiti umor človeka, ki je bil edino sposoben organizirati odpor proti okupatorju, mimo njih, kot je nekoč priznal eden izmed povojnih zgodovinarjev. Seveda tega zapisa ni mogoče prebrati v njegovih objavljenih. Njegovo priznanje je pribeleženo le kot izrečena beseda svojemu stanovskemu kolegu. Kdo je bil dr. Lambert Ehrlich, ki se ga je komunistična partija tako bala, da se ni zadovoljila z njegovim umorom, temveč je po vojni z oskrunitvijo njegovega groba poteptala temeljne civilizacijske norme. Rojen je bil v Žabnicah, vasi pod Svetimi Višari, ki je takrat še spadala pod Koroško globoko vernim in narodno zavednim staršem. Čas njegove mladosti je bil zaznamovan z nasilnim ponemčevanjem vsega, kar je spominjalo na tisočletno prisotnost slovenskega človeka na koroški zemlji. Kot odličnjak se je vpisal na teološko fakulteto in bil leta 1902 posvečen duhovnika. Deloval je kot kaplan v Beljaku, celovški stolni župniji, potem pa postal škofov tajnik ter profesor v celovškem bogoslovju. Rad je opravljal duhovniško službo, z sogorečnostjo pa je svoje moči razdajal za svoje rojake. Bil je pobudnik ustanovitve številnih slovenskih delavskih izobraževalnih društev na Koroškem, Narodne čitalnice v Celovcu, ustanovitelj Slovenske krščanske socialne zveze za Koroško, katere naslednica je Krščanska kulturna zveza in še danes kot ena izmed dveh osrednjih kulturnih organizacij po njegovem vzoru vodi in krepi narodno zavest koroških Slovencev. Če je Bog postavil slovenski narod na Koroško, ima ta narod na Koroškem tudi pravico do obstoja. Kdor je proti temu, naj pokaže od Boga izrecno povelje, naj poda dokaze. Tega poslanstva Nemci ne morejo pokazati, torej imamo Slovenci pravico do obstanka in dolžnost, da izpolnjujemo Božjo voljo, da ostanemo, da se branimo, je pozival svoje rojake na Koroškem. Tako jasno je zastavil svojo besedo proti nemškemu potečevanju in proti temu se je boril z vsemi svojimi močmi in preštevilnimi talenti. Le skrajno sprevržen ali pa popolnoma neveden človek mu zato lahko lažnivo ali krivično očita izdajstvo lastnega naroda. Najhuje pa je, da so mu to etiketo dali tisti, ki so zaradi lastnih interesov podpisali pakt o sodelovanju s človekom, ki je izdal ukaz: naredite mi to deželo spet nemško. Po koncu Prve svetovne vojne je bil kot odličen poznavalec koroških razmer imenovan v delegacijo, ki je na mirovni konferenci zastopala interese slovenskega naroda. Takrat je spoznal, da za velesilen narod, ki nima svoje samostojne politične tvorbe, sploh ne obstaja, zaradi česar so bili Slovenci nemočni v svojih naporih, da bi Koroška ostala del slovenskega ozemlja. Že takrat je v njem začela zoreti ideja o samostojni Sloveniji, ki jo je kasneje razvijal in zanjo doševal mlade, ki so se zbirali okrog njega na Svetih Višarjih. Zaradi svoje izrazito narodno zavedne drže je moral po Prvi svetovni vojni zapustiti Koroško. Prišel je v Ljubljano, kjer je že kot mednarodno uveljavljen strokovnjak nadaljeval svoje profesorsko delo na Teološki fakulteti Mlade slovenske univerze. Tudi tu je posebno skrb izkazoval revežem. Pri ljudeh je zbujal misijonsko zavest, saj je želel osvojiti ves svet za Kristusa kralja. Svoj čas je še posebno rad namenil študentom. Leta 1932 je kot študentski duhovnik ustanovil Akademski klub Straža. Njene člane je spodbujal k javnemu delovanju, pri tem pa poudarjal doslednost pri vzgoji mladih izobražencev v idejno neubogljive katoličane in narodno zavedne Slovence, občutljive za stisko človeka.
Ko je prišel čas, so njegovi stražarji ob robu kraških jam in v rudniških jarkih umirali v zvestobi svojemu narodu in svoji veri. Dr. Ehrlich tudi ni ostal slep za preganjanje slovenskih rojakov na oni strani meje z Italijo, ter na to opozarjal tako svetno kot cerkveno oblast. Vedel je, koliko zla je bolševistična revolucija prinesla sovjetskemu človeku, zato je bil neomajen nasprotnik komunizma. Boj proti njemu je bil zanj tudi boj za slovenstvo. Danes, ko otipljivo čutimo posledice revolucije na narodnem telesu, spoznavamo, kako dobro je razumel brezbožni komunizem. Ko so stražarji in druge katoliške študentske skupine, ki jih je spremljal kot duhovnik, preprečile komunistični prevzem študentskega gibanja na Ljubljanski univerzi, si je nakopal njihovo nepomirljivo sovraštvo. To se je po začetku vojne samo še krepilo, saj dr. Ehrlich takrat tudi ni miroval. Še preden je vojna dosegla naše kraje, je pozival vodilne slovenske politike, da naredijo vse, kar se da, da utrdijo položaj Slovencev med zavezniki. Predlagal je ustanovitev ilegalne slovenske vlade, za katero okupator ne bi vedel, njen cilj pa naj bi bil ustanovitev Združene Slovenije, v kateri bi bila tudi Primorska in Koroška. Vanjo je želel vključiti vse, tudi komuniste. Zavedal se je, da je v vojni, v kateri je načrt vseh 3 oziroma 4 okupatorjev uničenja slovenskega naroda potrebno sodelovati. Toda pri tem ni bil naiven. Od komunistične partije je pričakoval jasno zavezo, da se bo držala dogovorjenih ciljev, ki bodo v korist vseh Slovencev, od slovenskega političnega vodstva pa, da se bo ob morebitnem nespoštovanju dogovorjenega učinkovito zavarovalo. Toda, kakor kralj Joakim ni upošteval preroka Jeremija, tako da slovenski politični vrh takrat še ni doumel Ehrlichovega preroškega vpogleda v prihodnost, ki je prinesla strašljive posledice za vse. Slaba 2 meseca pred svojo smrtjo je dr. Ehrlich italijanskim okupacijskim oblastem poslal spomenico, ki je bila po vojni deležna popolne zlorabe strani nove oblasti in kar je še huje, takratnega zgodovinopisja. Tako kot en drugi sta molčala, da je bila spomenica v prvi vrsti ostra kritika italijanske okupacijske politike in ne le prošnja oblastem po ustanovitvi avtonomne varnostne službe kot zaščita pred komunističnim terorjem. V spomenici je dr. Ehrlich jasno zapisal, da je položaj slovenskega naroda obupen ne le zaradi nekrščanskega in barbarskega ravnanja okupacijskih oblasti in rastočega komunističnega oziroma partizanskega nasilja nad nezaščitenimi civilisti v mestih in na podeželju, ampak tudi zaradi očitnega cilja vseh kompetentnih faktorjev vsi uničenje slovenstva kot takega. Da je imel dr. Ehrlich prav, ko je opozarjal pred krutostjo brezbožnega komunizma, dokazuje preko 1000 imen zapisanih na ljubljanskih farnih ploščah, žrtvah revolucionarnega nasilja, ki jih je nova slovenska zaveza z veliko požrtvovalnostjo in trudom postavila pred 20 leti. Če tudi bi samo ta imena spominjala na krut revolucionarno obračun z narodnimi zavednimi Slovenci, ki si niso želeli totalitarne oblasti, bi bil ta zločin vreden največje obsodbe pred zgodovino. Toda tem imenom se pridružujejo imena tisočih in tisočih, zapisanih na farnih ploščah po vsej Sloveniji. 26. maja 1942 se je na Streliški ulici v Ljubljani končalo življenje tega velikega moža, skupaj z njim pa je usahnilo tudi mlado življenje študenta Viktorja Rojca. Nobeno herojstvo ni bilo ubiti 64-letnega človeka, čeprav se je njegov morilec vse življenje ponašal z nazivom narodni heroj. Z njegovim umorom se je revolucija pravzaprav udejanila v najbolj krvav način, zato dr. Ehrlich upravičeno dobiva prvo mesto med slovenskimi mučenci v postopku beatifikacije. Spoštovani, dr. Ehrlich je v svojem času dal odgovor na prihodnost našega naroda. Njegova vizija, da bi slovenski narod zaživel v samostojni državi znotraj svobodne Evrope, se je uresničila 25. junija 1991, ko je Slovenija postala samostojna in mednarodno priznana država. Toda to ne pomeni, da nam Ehrlich ničesar več ne more dati. Ravno nasprotno. Njegov vzgled v neomajni zvestobi slovenskim koreninam in krščanski veri, njegov pogum in njegovo neotrudno delo za slovenski narod
bi moral navduševati in oplemenititi vse nas, še posebej pa mlade, ki so poklicani, da spreminjajo svet na bolje, ki so poklicani, da poiščejo novo vizijo za prihodnost slovenskega naroda, vizijo, ki mu bo dala novega zagona in novih moči. Morda se ob teh besedah komu porajajo črne misli, saj se zdi, da vse, za kar so si prizadevali naši predniki, razpada pred našimi očmi. Da nikoli ne bo bolje, saj našo državo znova in znova vodijo ljudje, ki je nimajo radi. Toda tudi v Ehrlichovem času se je ideja samostojni Sloveniji zdela nedosegljiva, a mu to ni vzelo poguma, da zanje ne bi navduševal svoje rojake. Želela bi si, da bi bila ta danes množica mladih, ki bi svojo prisotnostjo potrjevala svoje navdušenje nad tem izjemnim možem. Toda posledice večdesetletnega omalovaževanja in brisanja spomin nanj in na druge velike moži, ki jih je dal slovenski narod, so vidne. Majhne ljudi je pač strah velikanov duha, ob katerih njihova majhnost še bolj prihaja do izraza. Ni čudnega, da zato še z večjo zagrizeznostjo brišejo njihove sledove, čeprav slutijo, da bo pravičnikov mrje obsodi živeče hudobneže. Videli bodo konec modrega, videli bodo to in se rogali. In zatem bodo postali zaničevan mrtvak, sramota med mrtvimi na veke in njih spomin bo izginil. Naša naloga, ki jo na poseben način s to slovesnostjo že uresničujemo, torej ostaja. Vrniti izjemnega moža v narodni spomin za naš mladi rod, da bo lahko ob njegovem zgledu rasel, se kalil in navduševal za nesebično delo za našo skupno prihodnost, da bo ob njegovem zgledu našel svoj odgovor za prihodnost našega slovenskega naroda.